Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress Hashtag progress report. Hashtag progress This is a progress report. Boy, Mr. Youth. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadelka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat, goddammit, stay on beat. Mislim, In par sklec pred tem odrevanja, veš. Sorry, jaz ne poslušam podcastov, veš. sploh ali ti ni noben zanimiv, ali... Sploh ne. Ok, Mislim, v bistvu sploh ne. Ja. Ok. Ne, tako, pač, nimam časa, v bistvu, če sem iskren. Tako, vsemu temu, kar delam, imam ful preveč enih stvari v moji glavi, da bi pol še vsem drugim sledil. še ta... Pa to v bistvu nikoli nisem rad delal, če sem iskren. Najmanj sem rad sledil drugim ljudem, ko so tudi kreativni pa ustvarjalni, z nekim strahom, da ne bi jih pol kopiral ali prevzel nekaj, kar je njihovo, veš, ne. Štekam, ja. Tako da sem se klej malce drževal nazaj. Ok. Jaz pa ne vem, jaz pa ne morem, jaz pa so nekako mainstream postali, če se peljem sploh kako več kot 1 uro obvezno podcast gor, pač radija ne poslušam, ajde, mogoče muziko, če znam. A imaš otroke? Ja, 2. Jaz imam 2 punci in zdaj, na primer, ko sem se furil nazaj, sem prav razmišljal, kako je lepo v tišini. Se strinjam, se strinjam. To 1 urco sem prav bil sam brnenje motorja. Se strinjam. Kako lepo pač. Se strinjam. Meni je, mislim, je lušno, da nekdo narobe razumel, vesta direndaj pa živ žal, ful lušno, ne bi zamenjal za nič na svetu, ampak ja, polko pa ura 7, 8 zvečer, ko mala 2 spita, pa mi 2 zmojo, ko nič ne dela, pa samo na kavč zlekneš, pa tako. Jaz ti dam prijateljski nasvet, Ja. živi v tem momentu, zaradi tega, ker ne bo trajalo dolgo, ko bojo bile do 10 po koncu. Pa boš mogel animirati, pa mislim skozi ti. Ne, da moraš animirati. Ti po 10, vsaj jaz, Ja. zdaj po 10 uri nimam več te energije, da bi pol še imel kvaliteten cajt žena. Veš, Štekam, Nič ti si- ne ostane, sam Out. zlekneš se in si koma. To je pač to. Ne. Ja. Zdaj jaz ne vem, ampak meni tole ful... Bliže si samo daj, seš bil. Okay. Jaz ga imam nekje za 1 pest stran. Okay. Pa ti Nisem pol vedel, kako je prebijalo. občutljiv, pa sem pač videl zaznal, da fulno dela, tako da, ok. Ja, bi rekel, pa tudi dosti folka mi je reklo, no, lej, izkoristi za to, ker hitro bo prišel dan, ko te sploh ne vem, ali pa bo najstniška leta, pa puberteta, ko te niti objed več ne bo hotla, To ima žena na dnevni bazi me spominja, kao, jutro te navijo več rabe, jutro jih več ne bo, veš, ne ono, kao, ja, vse ok, ampak danes je pa tudi dolg dan bil, veš. Ja, itak. Ja, nič, evo, tako kot že vidite, slišite, danes z mano, z vami, Nikolovski, reper, producent, poet, igralec, aktivist, partizan, sem še teta glavne, sem naštel, sem kaj spustil, sem kaj vzavo. Kot sva rekla na začetku, očka. Tako. ta glavno. Mogoče pač za vse tiste, ki te poznajo, pa mogoče ne tako dobro, pa za tiste, ki te sploh ne poznajo. Kdo v bistvu zares je Nikolovski? Kdo si? Kaj počneš? To je vprašanje, kjer ga odkrivam že vrsto let, tako da ne vem, če bi pač lahko povedal direkt. Pa tudi, to je vedno tako čudeno sebi govoriti. Ja, Nekako ne. Rekel bom tako, ljudje imamo 3 osebnosti, ta stavek mi je vedno bil všeč. Ne? Taki, kot se sami vidimo, taki, kot nas vidijo drugi in taki, kot v resnici smo. Ne? Zdaj jaz, kaj lahko povem o sebi, da sem en fant, kater je v bistvu izjemno naravnan k umetnosti, k ustvarjanju, kreativi in da imam to neko tendenco v sebi, da vse rad začnem iz nule in potem se moramo vse skupaj naučiti, kako se vse dela. nice, ful dobro. Tako pač, to sem jaz v bistvu. Nekdo, kater v bistvu obožuje znanje in Kdaj si pa odkril to, oziroma spoznal to pri sebi? Že od malih nog ali? ne. Jaz v bistvu mislim, da se mi je nekako posrečal v srednji šoli odkriti ta del sebe. Ne?
da sem takrat nekje začel, kako da rečem temu, ko smo začeli hoditi ven in pa sem iskal načine za izražanje in takrat je bil pač hip-hop ta ena stvar, kjer je bila niti slučajno toliko popularna kot danes, naprimer, ne. Ampak mi je bila ful všeč. Jaz sem se zaljubil v video spote namreč od reperjev, ker vsi rockerji so imeli ene in iste spote, skozi špilajo instrumente, neki tam žagajo, koncerti, bla, 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 ne. Reperji so imeli pa pravljice, Run DMC, Striki, naprimer, to je bil moj prvi video spot. Štorija je taka, kako dva Penn and Teller, ko sta dva drugač stand-up komika, ona dva na začetku oropata, špilajo igre z odkrivanjem kart, in pobereta Cash Any Baby, ona pokliče Run DMC, oni pridejo, poberejo jim ves cash. Ne? Vse, tudi tisto neko zlato verigo, ko so oni pobrali. In jih dva prosta, kao, gledaj, če ste nam že vse vzeli. Bi lahko vsaj mene pa mojega frenda naučili plesati. Kao, pa mu oni rečejo, kao, ne bo šlo, s tem, v kar sta oblečena, ne bo šlo. In jim data Run DMC klobuk, Run DMC majčko, Adidas operge brez vezalk obvezno. Nice, itak. In jih zrihtajo in začnejo rimati kitico, plešejo, dva zraven se štulita, ne. In na koncu Run DMC se usedejo v svoj helikopter in odpeljajo, kao, ne. Ok, dva tam stojita, gledata, kao, ne. In napis. 6 mesecev kasneje, nekje na Japonskem. In pridejo Run DMC, backstage, in rečejo, tam je moj Japoncev, ne. Živo, mi smo Run DMC, prišli smo na koncert, kao, ne. In Japonc reče, Run DMC? You're Run DMC? No, Run DMC is on stage, performing. Ne? In pokaže kamera na stageu pa dva modela, ko sta jim ukradla giga, veš, ne. Stari, jaz ko sem to videl, jaz sem dol padel. Cela štorija, film, besedilo, a veš, full out scenarija. Vse v enem, ne. In pol je kle ratela ta moja ljubezen do repa. Pol je bilo samo kao, wow, hudo, ne. Prvo skozi videe, snemati Yo MTV Raps back in the days je bila number 1 oddaja, kao, ne. Ko je MTV še imel neko veljavo, ne. No, in snemati video spote na VHS, da bi potem z VHS-a posnel na kaseto navadno, ker kle pri nas se ni dal nič dobiti. A veš, nič, ne. Tako da je trajalo pač malo to obdobje in gledanje skozi oči enega majhnega otroka, zdaj, ne, ko se ozrem nazaj, je to bilo v bistvu ful the best obdobje. Tako, ko se mi je zdelo, da pobiram ful enega glasbenega znanja. S tem, ko sem začel hip-hop furat, ne, sem v bistvu pol razvil tudi ljubezen do samplanja, ker samplanje je osnovni del hip-hopa, kao, ne, če tega ni pol je, ok, band, vse super, sjajno, lepo, super kreativa, muzika, delaš, ok, sem fucking sample more biti, stari. Rap prihaja iz te revščine, veš, kao, jaz ne znam delati glasbo, pa bom vzel nekaj, malo kar je tu, že malo narejen. tam. Tako, ne, veš, ne. No, in iz tega samplanja sem prišel pol še do ljubezni do glasbe, do druge glasbe, predvsem do soula pa funka, to naprimer je. Sestavni. To je tako, jaz sem zdaj nehal poslušati rap glasbo že po moje 10 let, da nimam. Pa se ni to več rap, ali je, mislim, če mene nekdo vpraša, pač kot na papiru, je, ampak vsaj ne vem, to, s čem si ti gor odrastel, v kakih hip-hop oziroma rap si se ti zaljubil, ne? No, sej to je to, kar mene pač mogoče v tem ameriškem hip-hopu ful je začel motiti, ne. In pa sem tudi opazil, naprimer, ko sem dobil otroke, sem opazil, da nimam rap besedil, kjer je bi jim dal. A štekaš, ne? Ne morem jim jaz tam rapati došo. A veš, ne kao, ne. Valjda, itak. Z ljubeznim spoštovanjem do doše, a veš, kao, ne, ampak pač. Mogoče čez 15-20 let, bojo že nekje na partiji, pač, ne, ampak jaz pač ne morem pač, ne, tega tako. In pol imaš ful malo v bistvu enih stvari, ko jim lahko pač na ta način daš, ne, mogoče sem kle pač, dodatno še zgubil ta nek moment, kao, ne. Ampak mene je bolj zmot to, ko poslušam te neke artiste današnje, ne, kjeri so še iz mojih cajtov, zdi se mi, da se niso premaknili z te ene točke, ne? Da so rap zadržali v teh nekih vodah, ko je to vse samo jaz, pa spet jaz, pa jaz, da ni nobene zgodbe, nobene kreative, nič novega ni ponujenega.
razen drugi inštrumental, Ja, a veš, ne, ampak vsebina pa se drugi ne menja. producent, kao New Beats. Je en artist pri nas, kjer ga izjemno spoštujem. En človek, kateri v bistvu je totalno nasprotje tega, kar v bistvu ponavadi glasbena industrija ponuja. Kdo to? Mrigo. Briga. Glej, če rečemo, da artisti ponavadi pridejo ven s prvo plato in ta plata je boom, ne? Potem pa to sam pada dol po kvaliteti, ne, če rečemo. Je Mrigo eno tistih artistov, kateri je s prvo plato začel res solidno, pol pa v bistvu z vsakim projektom, kjer je raste. Ne? In on me ful preseneča in v videospotih, v pristopih besedilih, se mu prav vidi, ne, da išče te druge poti, na katere bi povedal neko zgodbo, kao, ne, in se mi, imam ful respekt imam do njega. Mene recimo, ful preseneto, pač dobro, jaz njega nisem tak fejs poslušal, pa spremljam, ampak vejo sem, kaj ustvarja, kaj je do zdaj izdal, dal ven, in me je pol ful preseneto, ko je naredil komad, pa posnel video za svojo hčerko. Ne vem, če veš, ko je, mogoče lahko pogooglam, v glavnem, predaje sporočilo, kak je zdaj, zakaj se bo trudil, in je res meni na prvem mestu je komad. In je v bistvu sporočilo za njegovo hčerko, posnetje kar random ob sončnem zahodu na nekih železniških tirih, besedilo je full meaningful za njo, ko bo mlajša, starejša, v glavnem impactful in smil tak nice, mislim, kdo izmed ne vem, slovenskih artistov še na tak način ustvarja hip-hop oziroma rap, da naredi nekaj za, ne vem, magari za svojo familijo, pa da ne rabi noter, ne vem, nasekati tone kletvic ali pa, ne vem, disa onega ali pa tisto, pa je še vedno hrano legit vse skupaj. Ampak na koncu itak so tisti, ko to izbirajo poslušalci, ne, Itak. Lahko se trudimo, pa želimo, kar hočemo, ampak poslušalci so tisti, ki na koncu odločajo, kaj jim je res všeč. Ne? Tako da ne vem, jaz se nočem pregovarjati o okusih v smislu, kao... Valjda, to ni vrejo, to je vrejo, ja. To je, sam pač, rad bi pa dal respekt človeku, ker je pač meni to za izpostaviti, kao da rečem. Samo je pa dosti krat, recimo, jaz prihajam iz plesnega sveta, sem full cajta plesal, pa gor rastel na hip-hopu in se tudi z, ne vem, soplesalci ali pa s komerkoli, ko se dosti krat menimo, je pač to neka naravna evolucija. Mi, starejši, gledamo na to kot neki downgrade, zgublja se kvaliteta muzike, zgublja se ta kvaliteta ona. Je pač more biti tak, ali je to zdaj na nas, ko smo mogoče malo starejši, imamo malo več izkušenj, vemo malo več stvari, poznamo zgodovino, imamo znanja, ali bi mogli mi ta način naprej prenašati, čeprav si ga mladina danes, jim je vseeno, če jim ne diši, veš. To je tako, ne. Vsaka generacija ima predgeneracijo. Ne? In vsaka predgeneracija tej mlajši generaciji govori, vi pojma nimate o muziki. Tako da to je en tak ponavljajoči se vzorec, katerega pač ne moramo presekati mi. Po moje kvečemu, kar lahko narediš, je, da če že svoje otroke spoznaš s kvalitetno glasbo, ampak zato pa pač ni kao, da ljudje si roko na srce ful velik trudijo z tem, kakšno glasbo bojo posredovali svojim otrokom. Jaz na primer vem, ko je moja mlajša bila v vrtcu, je imela eno vzgojiteljico, kjer jo je navlekla na največji krep, kjer ga pa jaz res ne morem, ne, z ljubeznijo in spoštovanjem do tovarišev soustvarjalcev, ne. Ampak, ko je prišla MP5, ne vem, Dejan Dogaja, Zvita Feltna, razumeš, in to ne pet, ampak vzeti telefon pa vrteti, smo vsi morali poslušati in smo v avtu in glasbene želje in ona hoče pomaranče, a veš, ne, in
meni živc začne, a veš, uč mi začne, Štegam, vse narobe, pač kao, ne. What did I do wrong? Ampak ona je bila izpostavljena temu v vrtcu, Ja. glasba je poskočna, ful, taka, Itak. wow, ne, dogaja, veš, ne, in je ful, valjda, to je to, a veš, ne. Ja. Kaj da narediš? Kaj, ja, moraš. Plus tega vsi njeni, ne vem, v vrtcu ostali so navdušeni, Vsi so poslušajo. navdušeni, Zdaj, če boš ne. ti rekel, le, to ni vrejo, veš, ne moreš pazi. kontrirati. Pazi, fora je pa v tem, da sem se pa naučil, da je to karakterna lastnost. Namreč, zdaj sem govoril o mojim mlajšim. Ja. Ne? Moja starejša je pa taka, da ko so naprimer pa njene sošolke zbrale pesem, s katero bojo nastopale na koncu šolskega leta in je bila, ne vem, ne grem na kolena ali kaj jaz vem, ne? Ja. Je pa ona rekla, ne. Nice. In je stala v ozadju, medtem ko so oni vsi plesali, je ona stala lagano v ozadju, tam za njimi, nič plesala, nič koreografije, sploh me ne zanima. Jaz na tole, ne grem. Nice. Tako da, Ful ponos zihe. ja, mislim, a veš kaj, ne, to je ta ponosen. Sej sem tudi na mlajšo ponosen, Itak. ni te razlike. Valjda. Hotel sem sam izpostaviti ta moment, v katerem pač kao, ena se je rodila tako, Ja. pripravljena na vse, ampak res, mlajša je energija, non-stop dogaja, power, ne. Starejša je pa počasi na easy, zdaj Gorillaz fans, naprimer, Aha, okej. veš, čist je Ja. v tej štoriji, kao, ne. In stvar lepa z izga drevesa. Ja. Zanimivo. Tako da čist drugačne obe. Zanimivo. Ampak glej, ne, zdaj hvala Bogu, ta mlajša je pač nekako njej na živce stopil ta Dejan dogaja, Aha, ne okej. vem zakaj, ker ko sem jaz zadnjič rekel, a boš eno pomarančo, začeti tuliti. Zdaj se je že nekaj zasral. Ja. Okej, ja, veš, ne, živ. Chill, ja, we good. Kako pa imate to pač doma zdaj, če lahko rečem malo bolj intimno, ne vem, poslušate muziko, si date, ne vem, ti za tvojo, ne vem, imata selekcijo, pa je malima dvema všeč, pa ali pač slučajno, ko po radiju, oni dve kaj slišita, ali... Ja, mislim, da moja draga ni glih tako, da bi ona... Mislim, ne kuhate, date gor muziko, imate kaki playlist, je kaki radio, ali ni muzika, Ja, ali... razmišljam se o tem, veš kako je, ne? Moja draga v bistvu nima neke take glasbene preference, da bi zdaj pač ona ful uživala v poslušanju glasbe. Ok. Tako da ogromno ene muzike jim jaz posredujem, tako, ko rolam neke mikse, pa ko kuham, pa ko špilam, naprimer, zdaj sem začel ukelele špilati, pa zdaj Nice. vse možne komade, da pač Nice. in klej jih pač malo probam privleči vse te različne vode in razložiti kaj o teh raznih zvrsteh, katere so, ampak se mi ne mudi, v bistvu meni se zdi, da punce kar lepo same odkrivajo tisto, kar jim je všeč, veš, ne, skozi pogovor z drugimi vrstniki, pa z žlahto, ki jo srečajo na morju, Ja. pa pač pridejo, pa same prečekirajo, pa najdejo nekaj. In pol starejša, na primer, je že parkrat najdla par komadov, ko nam jih je prepeljala, ko so prav bili, wow, to je pa nice. Veš, tako da prav in poslušljivo in dobro besedilo in Nice. tako, prav, hudo, ok, ne, tako da jaz mislim, da v bistvu vsak človek mora odkriti svoj ritem. Jaz jim, na primer, nisem jim hotel siliti hip-hopa, tako da tega so pa moje najmanj poslušale v bajti, ne. Sem vsake toliko cajta, ko jaz imam nek moment Valjda. v kuhinji, Itak. opalim, pa old school pride ven, Run DMC, Down with the King, Nice. in se deram od zadja, veš, pač Ja. ne. Tako da na ta način, ampak takrat ponovadi zbežijo stran, ker jim je prenaglas. Ok, a veš, ne. ok. Drugače pa to je to. Mislim, da je cool, da one same odkrivajo, kar jim paše v tem cajtu. Valjda. Tudi jaz sem tako nekako odkril. Mal dobiš klej, mal tam, pa pač že nekaj se najde. Ne. Jaz sem pa imel določeno obdobje, ko nisem mogel res pač brez muzike. Ali je bil to, ne vem, hip-hop, ali je bila to klasika, pač mogel sem imeti nekaj, ne vem, se mi je zdelo, kot da sem imel, ne vem, obdobje par let, še ko sem bil ful v plesu, kot da je bila to moja droga, ne vem, pač glede na moje počutje, ali sem šel kam, ali sem kaj delal, ali sem doma pospravljal, ali sem se, ne vem, odpravljal v trgovino, mogel sem imeti vedno neki komad,
ne vem, prav čudno mi je bilo. No. Ne, čiste štekam, star, jaz sem tako živel kar lep cajt mojega življenja, pač meni je hip-hop bil utrip mojega srca. A veš, in meni je vse bilo v tem ritmu, vse sem pač razmišljal v bistvu v tem ritmu ali pa v teh vodah, tako da pol pa pač je prišel trenutek, v katerem sem si pa zaželel še kaj drugega, še kaj več in pol sem začel odkrivati vse te druge stvari, kjer bi še lahko počel oziroma kjer so me zanimali, da tako rečem. Ko smo glih tu, si že pač itak si odkril hip-hop, Run DMC, video. Starši tvoji so bili, ne vem, mogoče kaki muzičari ali pa ne vem, igrali kakšne inštrumente ali pa karkoli, čist random. Nič od tega. Nič, ok. V bistvu edina povezava z ljubeznijo do glasbe je z mojim očetom, ne, ko to mi je bila vedno taka smešna štorija. Moj fater je namreč bil oficir JNA, ne, Ja. in on je šel študirati v Beograd na akademijo. In ko je tam študiral, si je kupil en majhen gramofonček, tak prenosni, Nice. ko je bil v bistvu tako, približno velikosti laptopa, sam v višino tako, videorekorder, Ja. veš, sam tak majčken, Ja. kompakten, prenosen. In je bil samo za majhne plate. In pol je on kupil cel kup teh plat Ja. in je šel valjda nazaj domov, je pa živel v Makedoniji v eni vasici pač tako. In je tam bil ta glavni DJ, zaradi tega, ker noben ni imel te muske, Itak, veš, itak. noben ni imel teh plat, on je Valjda. pa prišel, pa je samo pač menil plato Ja, za menjal. plato. Tako da, Nice. evo, moj fotor je tudi bil DJ nekoč, ne, Nice. čeprav ni furil hip-hop bitov, Ampak a dobro, veš, le. ne, Nice. neki je kle, ja. Kaj pa pol, ko si pač spoznal hip-hop muziko, kulturo, te je pol čist, kako bi rekel, prevzelo ali se je postopoma ta tvoja ljubezen do muzike začela razvijati? Ali je bil, ne vem, kaki trenutek, ko si bil tak, fuck, jaz bi pa probal repati ali pa ne vem, kdaj si začel pisati ali pa... Veš, kaj je bila fora? V bistvu vse se je začelo zaradi tega, ker je v osnovni šoli bil en moj sošolc, kjer je bil ta največji jack v razredu, vsi so ga imeli wow, ne, sploh kao, ne. In njegov starejši brat je furil takrat pač pred vsemi nami ta hip-hop, imel je par plat, ko jih je dobil iz ne vem kje. Ja. In jaz sem v bistvu začel tako, ker se mi je zdel kao, ta njegov bratec, Ja. ne, ta in sploh dečko je furil to, pa sem rekel, mogoče bi tudi jaz pač zdaj bil in sploh, ne, Ja. kao furil to, v tem duhu, kao, ne. Pa sem pa odkril video spote. Pa ti ne znam povedati, koliko je to meni bilo, to je bilo pa meni wow, koliko hudo. A veš, prav mislim, zdaj so to drugi spoti posneti po zgodbah. Ampak, veš, vedno se mi je vse ti drugi rock, pa pop, pa to pač mi je bilo, Boring, veš, ja, ja. kao, ne. Kle si pa imel prav vse akcija, veš, Nikaj ni, dogajanje, ja. ni da ni pač vsemu, ne. In sem rekel, ok, to je pač, to je to, kao. In pa vmes sem enkrat začel ustvarjati tako bolj iz fore. Okay. Ko smo se začeli družiti, smo hodili ven v Štirko, kao, ne, v Ljubljani K4, ta legendarni klub, nekoč študentski, ne vem, če sploh zdaj še dela, ampak takrat je ful pomenil. Ne. In sem spoznal pač še enega modela, ko je bil tudi tako hip-hop navdušen, ko v bistvu takrat nas je bilo malo. Ja. Takrat ni bilo bili veliko. začetki. Takrat ni bilo veliko ljudi, ko bi furali rap glasbo pri nas. Ne. In To je bilo kjer leto, pardon. Cirka. da je to bilo tam 91. Okay. Ne. Mislim, ja, 91. Ne, 92. sem se pol zračko tam spoznal. Ampak tle, Ja, v tem cajtu pač, ful mal nas je bilo, ko smo to furali, ful mal je bilo muske za dobiti v tistem momentu, kao, ne. In pa smo čakali v tisti Štirki, da bi se kjer od tistih DJ-jev spomnil, da bi spustil kakšen komad. South Public Enemy, veš, ko so to bili blizu njim, kao, maške, pač veš, okej, ne. Da je vsaj Public pa Anthrax, veš, kao, Bring the Noise, kao, to. Vsi smo bili happy takrat, veš, ne.
Pa smo začeli pač tako malo rimati za foro in sem pač napisal jaz pač ta en komad Temna stran Ljubljane, moj prvi komad. In sva posnela to na eno kaseto. Wowzers, PC, mikrofonček, še kondenzatorski mičke, veš, ne, zvočniki ob strani, vse piska, slušalke, še v težave, a veš, takrat ni bilo zvočnih kartic, takih pa drugačnih, da bi ti pač lahko cak naredil, kao, ne. Noben od nas ni imel mešalke doma, da bi pač prav skoraj da črnci, sam da smo bili beli. Noben, vsi brez glasbene izobrazbe, vsi pač brok, nijamo nič, ampak to bomo pač... Make it happen, ja. We gotta do it. In pa se je ta štorija tako nekako začela razvijati, mal po mal, pa sem spoznal Pauline Murata in Joesa in Jojovce in pol je to vodil k samim norcem in tako dalje. Nice. Kdaj pa bil tisti trenutek, je bil, ne vem, en trenutek, ali se je pač bolj ali manj samo prevalilo, da si ti pač bil tako, ok, to ja želim početi, to hočem, da mi pač, s tem si hočem kruh služiti, kdaj je bil tisti trenutek? A veš kaj, mislim, da vsi, kjer poslušajo rap, živijo v tem nekem stanju, da je v bistvu vse mogoče. Ne, in da ukvarjanje s to glasbo, da te pripelje lahko do nekega bajnega zaslužka. Pogotovo, če spremljaš pač te ameriške reperje in njihov razvoj in kako so se razmetavali in zlatimi ketnami, pa menšni, pa avtomobili, pa ni da nika, Platinum. No, v tem momentu pač mislim, da vsi mi, ki se ukvarjamo s to muziko, si želimo tega uspeha, kao, to je čisto normalno, tako kot si vsak športnik želi zlate medalje. Logično, Tako da mislim, iskreno povedano, mislim, da je to bilo nekako od začetka, ko sem... To je tak del repa, da v bistvu enostavno moraš se mi zdi, da je to bilo ukomponirano od samega začetka, že v celo mentaliteto, vse to, kao, to mi imamo, to mi znamo, s tem bomo mi dobili čudeže naredila, veš, kao, nobenega ni kot smo mi, to itak ego v hip-hopu si predstavljaš. Mislim, mora biti. Če ga ni, pol ne pele nikamor, ne. In pol na ta način smo to ukomponirali od samega začetka v zgodbo. Ne. Ampak ne tako, da bi to bilo neka gonilna sila, a veš, ampak to je tako neka tiha želja, kjer imaš v ozadju, v upanju, da boš ti uspel pokazati svoj talent in potem bojo vsi rekli, klej morda. Tehno manj. Tako, Kaj pa šola, faks? Kaj si hodil? Naredil sem srednjo elektrotehniško šolo, pol pa, ko bi pa moral faks delati, sem pa delal vse drugo. Tako da sem eno leto vzdržal na FDV-ju in zdaj razmišljam, če ne se vrnem dokončati še kaj pač. Kako pa pol, mislim, ko si začel pač plata, koncerti, nastopi, si se mogoče, ali pa ne vem, če si se malo zamislil takrat, si vedel, da je to zdaj, da si pač zdaj legit, pa da delaš to, kaj si nekdaj zamislil, ali je še vedno bil tisti grind prisoten, pa nismo še tam, pa komaj začeli? Ne, jaz sem bil moj problem je bil v temu vedno, da sem jaz tak projektno usmerjen, ne. In jaz v bistvu vidim projekt in potem ta projekt, ko se spele, sem čisto srečen pa zadovoljen, kao, ne. In ena od mojih velikih težav vedno je bila ta, da nisem znal monetizirati mojega znanja, ne. In mi to nikoli ni bilo toliko pomembno. Kaj si delal zaradi ljubezni, pa... Pa delal sem, ker sem hotel delati, ne vem, če iz ljubezni pravi odgovor, ne, ampak glej, jaz sem imel željo ustvarjati. V bistvu, če sem iskren, zadnje mesec dni se fulkrat spomnim na verze iz enega mojega komada, ko ga nisem repil že milijavžent let, ko rečem, ker je žalostno. Vse, kar sem hotel, je bilo ustvarjati. A veš, in to mi gre ful po glavi, pač in pa v komadu nadaljujem, zdaj se moram samo o biznisih pogovarjati, ne. In to je ta del, ko meni res ne sede. Jaz nisem za biznise. Jaz bi rad bil kreativc, jaz bi rad naredil stvari, katere pač pustijo nek pečat. Sem ugotovil, da to v bistvu ful pobere enega davka, ne. To ti, take stvari so
prvo jih ni lahko za narediti, niti za napisati, kot drugo pač izpeljava na način, na kjer ga jaz delam, je res tako, da znam motivirati ljudi, pa gremo narediti, pa je vse the best, ampak glede tega, ker sem slab, da rečem, bil v kešu, kao, nisem nikoli mogel tem ljudem poplačati na način, ko bi oni to zaslužili. Vse niso to iskali, kao, ne, a veš, ne. Vsi smo bili happy, da smo del projekta. Naprimer, ko smo snemali film Stari piskar. Jaz sem imel čez 200 ljudi, ko je sodelovali pri filmu. Pa to se mi je zdelo no budget film. Ja. A veš, kakšno je to? Mislim, že da motiviraš 200 ljudi, pa da so vsi tam, pa da pridejo v zapor, v Celje, bežati iz zapora, a veš, snemati prizore, ko smo rabili ta res množični prizor, kao, ne, ob določeni uri, ko trajajo do pozno v noč, pa da so vsi, a veš, to je res wow. Hardcore dedication. In pa jaz pa tem ljudem ne morem plačati statista na itak. A veš, ne, kao, ker pač nimamo keša, mi smo vsi to delali kao, kaj pa če bi šli posnet film? Jaz bi lahko naredil scenarij, ker poznam zgodbo, ok, Dare naredi scenarij, in pol kaj je bilo? Dare je naredil scenarij, Dare je režiral film, Dare je igral v filmu, Dare je montiral film, a veš, kao, ne? One man band. Pač, ne, vse naredili, pač, saj so drugi, doprinos drugih je ogromen, valjda, snemanje, zvok, a veš, folk na sceni, lučke, kostumografija, lučke, pač, tega je bilo ogromen vsega, ne? Sam fakt, če si pač tako, da delaš, ker bi rad delal, ne pa zaradi tega, ker bi rad zaslužil, ne, to v bistvu zna potem pač pustiti tako malo bad priokus, a veš, ne, čez neki cajta, ker v bistvu se ti zdi kao, glej, kaj smo mi vse naredili, pa od tega nič nismo kao dobili. Fakt, jaz tudi ne. Če verjameš ali ne, a veš, ne, nisem kao zaslužil bajno, pa kupil mansion v Beverly Hillsu, zaradi tega, ker sem uspel narediti filmček pri nas, ne, brez denarja, kao, ne. Tako da take so te neke cake v vsemu temu. Samo običajno se taki projekti niso najjači za dušo, mislim, kot za ustvarjalca, ko veš, da si res z srcem, pa s telesom tam, pa folk okoliko res verjame v tisto. Meni je še zdaj fajn, ko naprimer, jaz sem eno frendico Inti Šraj, ena igralka kao naša in sva z njo res na close in ona naprimer je fulkrat rekla kao, Dare, ampak ta tvoj film je res fenomenalen, glej, v tem filmu se prav vidi, koliko ste vi happy, a veš, vsi vi ste tam happy, prav vidi se vam, da ste res noter happy vsi in iz tega filma sem jaz pol razvil par takih ful dobrih prijateljstev, ne, ljudi, kjer jaz sem takrat spoznal, so ostali z mano od tega trenutka, mi smo ostali skupaj, kao, ne, do zdaj. Zdaj na poti nazaj upam, naprimer, da bom 2 videl v Celju, kao, ne, se zaustavil na drinki večerni, če ima ta cajt, kao, ne. Tako da ti projekti ful povezujejo in prijateljstva se sklepajo ful. Sam kot sem pa rekel, za veliko drugih upletenih pa to zna biti kao, vsi neki iščejo, veš, vsi bi radi skozi te neke projekte tudi dosegli nek svoj košček slave na nek račun, ne, tako. In to so pač, to tako potem mal ti naredi, kao, jaz se pa tega več ne bi šel. Veš, na ta način, da bi pač kao zdaj spet zbral ljudi, pa jih motiviral, pa jim narediti eno skupno zgodbo, ker potem vedno imam občutek, da bo nekdo bil tako nezadovoljen, če ne bo pač res od A do Ž poskrbljen za vse. Pa da ti še kdo slučajno kako tako pribije, veš, kaj mislim, ali pa da slišiš kaj, da mi moramo to zastojno, ali pa ne. Ali pa kot naprimer, da kdo se pol spomne, pa reče, veš, kaj jaz pa hočem, da me daš iz filma, ne, ker nisem z njim podpisal pogodbe, a se ti zdaj zvano veš, kao, te ubijam na licu mesta, kako pač Fajno, kaj delamo, pač kaj. Tako da, te cake so tako malo pač ne, ampak, glej, projekti, kjer so pač nastali z tega, so pa v bistvu full impacta pustili. Mi smo naredili ta en film, Stari piskar, na katerega sem res ponosen. Tako, no budget, full dobra zgodba, resnična zgodba o pobegu iz zapora v Celju, kao, ne, in naredili full dobre connectione med sabo. Mi, kjer smo špilali te glavne vloge, ne, smo se full povezali. Tako pravno, na nek način, ko po moje se profesionalni igralci nikoli ne bi, ker pač za njih je to job. Ja, veš, ne, kao, ne.
Mi smo pa klele imeli nekaj več od tega, mi smo pa vsi bili wow, gremo narediti nekaj tako. In smo naredili pač nekaj, na kar smo res vsi ponosni. Epic, full hudo. Te lahko rečeš, da je, mislim, itak ti stari pisker največ pomeni, pa si najbolj ponosen, ti je mogoče tudi največ sivih las povzroča? Izmed, ne? Ne, tega, ne. Največ sivih las so mi povzročali moji sami norci. Okay. Smo se rašli, pač to je bila tista prelomna točka v mojem lifeu, ko je meni res naredili, zdaj pa imam vsega poln kufer. Ja. Kaj je bilo tu v zadju, da ste šli na razen? Kaj je prišlo od tega? Zdaj po vseh teh letih povedati to tako je malo... Mislim... Veš kaj, mislim, da je bilo tako, ne. Takrat smo bili vsi mladi in noben od nas pač ni vedel, kako se to dela, ne. Ampak smo se vsi počutili, da vemo, kako bi to morali delati. Ja. Ne. In pol je prišel moment, v katerem so fantje začutili, da bi oni lahko naredili več in boljš. Jaz sem se pa počutil kao fuck off. Mislim, jaz vam dam ves respekt, ker sem ga skozi dajal, ampak fuck off. Tako, what the fuck, pač koji kurac, vsi vi klele greste. Ja. Ne. Pol smo enkrat, ko smo se srečali kasneje po vsem tem, pa vse je bilo nakul, nismo se nič spičili, pa to kao, sam konc je bilo, ni več pač delali skupaj. Se pol je bilo meni pač jaz sem imel čisto vest in pol ko smo se nekaj cajta kasneje dobili, sem rekel, glej, folk, meni je čisto nakul. Mi zdaj lahko povlečemo črto in se štejemo, za koliko koncertov sem jaz vam zrihtal, da ste vi bili plačeni, zdaj pa naredite, koliko koncertov ste pa vi zrihtali meni, da sem jaz bil plačen. Ja. No, to je vse, kar si imamo zapovedati. In ker pač z njihove strani, ker so bili toliko mlajši, pa niso nič organizirali, pa delali, je bilo pač nula. Ja. No, in pol je pač meni bilo, jaz se pa tega res več ne grem, toliko sem sit bil teh enih močnih egotov, ne glede na to, koliko so kreativni, pa to, ampak ta... Ni vredno na koncu. Veš kaj, ni pripomogel k moji ustvarjalnosti, niti mal, ne, in pol mi je bilo okej. Jaz sem vam skozi govoril, pejmo delati tako, da drug drugmu pomagamo, vi ste pa v bistvu vsi razmišljali sam, kako boste vi zase poskrbeli. Pač, tako se jaz sem se na koncu tako počutil. Ja. In glej, na koncu je to tako izpadalo, vsi so šli solo, sodelujejo včasih, ko pač ne tako, ampak ni pa kao nekega pušanja drugega, ne, da bi se pač zgodba lahko razširila na nek tak način, ne. In se mi ni dal. Sej to se mi je zamerilo, že ko sem delal pač takrat Plan B, to je bila ena skupina iz Velenja, ne, ko smo posneli njihovo plato. In je bila ista štorija, pač vse sem jim pač zrihtu, posnel plato, plačal studio, vse pač veš, fanta, niste nič naredila, ni jim bilo treba nič narediti, pač kao za vse skup. Pa sta bila pa nesrečna. Nista dobila dovolj, ne, ko smo zrihtali nek ta koncert Siddharto, ne. Ni bil big money. Počutila sta si, da si zaslužita več, ne. Pol je pa meni res malo potegnil, fakt pizda, jaz pa ne morem pohlepa. Veš, ne, in zdaj, če smo vsi skupaj v temu, je treba za vse poskrbeti. In pizda že tako ali tako zbijamo konc s koncem, da vse naredimo, kot je treba, kao, ne. Dejte, jaz se pač res tega ne grem. Tako da sem se umaknil od tega, da pač delam z nekimi ljudmi, za katere zaznam, da imajo močen ego. Ne? Ja. Ker se mi ne da. Itak. Ja, mislim, jaz imam tudi močen ego, to je problem pač. In pol lahko se klešava non-stop, lahko enostavno pustim tebe, da ti narediš svoje in ti pusti mene, da jaz naredim svoje in svet se bo vrtel naprej čismerno. Itak. Ste še kaj v stikih z norci? Mislim, speaking terms ali so še tu... Ja, mislim, ko se vidimo, se pozdravimo, vsake toliko cajta se slišimo, pa to pač vse ti rečem, jaz nimam absolutno nobenih zamer, tako da bi pač gledal za nazaj, pa da bi zdaj pač neki butali z mene. Sam pač žal mi je, da se ni štorija drugače razvila v smislu, da sem
prepričan, da bi lahko te fantje, če bi skupaj delali, naredili veliko več zase, kot pa so naredili, ko so tako sami se odločili za te neke poti. Kao, ne. Sicer eni so uspeli, gledaj, kot Safura, naprimer, Rasturava, kao, ne. Čeprav je šel v čist druge vode, kar je tudi seveda prav, ne živi dečko pač uno, ne. Ampak, glej, to je pač eno obdobje, ko se je zgodilo, kot se je zgodilo. Vse je bilo ful lepo, dokler je trajalo, ti povem. Bili smo ful huda ekipa, ful kreativna, ful je bilo užitek hoditi volku, poslušati bite, poslušati rime, nove flowe sprobavati non-stop. Pač takrat je bilo to res obdobje, ko se mi je zdelo, da si vsak od nas želi čim bolj kreativen biti, prikazati nekaj na nek nov način, a veš, ne, zdaj pa... Željni znanja. Ja, zdaj pa naprimer, evo, ko sem preletel neko Došino plato, zdaj, ko je glih objavila na YouTubu, sem se tako zaustavil na parih komadih, pa mi prav z ljubeznijo in spoštovanjem, jaz ga imam res, ga imam ful rad, ampak pač mi ne potegne plata, veš, ne, nima Doša v teh komadih te energije, kjer bi me pelala naprej, s kjer se dobro, logično je, vsi pa se spreminjamo skozi life, ne. Sem ta moment, ne, se mi res zdi, da se je tako pri mnogih pojavlja, da v bistvu ne slišim nekaj, kar bi me prevzel. To me zanima, zakaj se to pri ustvarjalcih ali pa mogoče pri glasbenikih dogaja, da pač se meni to zdi, dobro, zdaj ne mogoče na slovenski sceni, ampak vsaj za tujimi artisti, da pač, šteka imaš ti z založniško hišo podpisano, ne vem, plata na leto, ampak zakaj enostavno ne priješ ven z muziko oziroma z ustvarjanjem, ko pač res začutiš, da je to, ne rajiš štancati. Veš, o tem sem jaz ful razmišljal, ko sem poslušal te neke moje bivše sodelavce, ne. In sem ugotovil, da v bistvu jaz ne spadam v ta svet, ne, ker to, kar je danes, kar se išče, ne samo to publika išče, ne, je show business. Torej, daj mi neki za zabavo zdaj. Neki zdaj, 4 minute imaš, hvala, in čez 2 uri te bom vprašal, a si posnel kaj novega. Razumeš, ne? Ker to v bistvu je danes, je pač publika tako naravnana. Mislim, žal, velika večina. Tako je že neki cajta, ne? In temu artisti odgovarjajo. Mislim, to v bistvu tako je res že ful dolg cajta. Sam jaz mislim, da artist vsak pride v enem momentu do te točke, v katerim se mora odločiti. A boš ti bil artist, ali boš pa ti bil v show biznisu. Ja. In mnogi se odločijo za show biznis. Zato štancanje plat, komadov, ko so vsi isti, ko nimajo nič nobenega pomena, pač uno, ne. Ampak imajo pa pol 7, 8, 9 plat in pol kao, glej, koliko sem jo že naredil. Ne? In to pač pol pri ljudeh, kateri so pa, ne vem, v Štecuni Hofer, ne, pa reče, ta je pa že 9 albumov posnel, ta pa mora biti nekaj, a veš kao, ne, ne, in bomo mi njemu dali sponzorstvo, a veš, ne, naprimer, kao, ne, čisto banalno, kao, ne, rečem, ne. Zdaj, če je kjer s Hoferjem povezan, pa da nas deli, kao, veš, kao, me je mislil, veš, nisem mislil, sploh ne vem, kaj vam dogaja, kao. Ampak to je odločitev posameznika, ne. To je karakterna lastnost. Kako ti sebe vidiš, kaj ti si se odločil dati svetu. Eni so zabavljači, no bodi zabavljač, to je v redu. Pač vsej kralji so vedno imeli norčke pač na dvoru, da so jih zabavljali, razumeš? In to družba rab. Itak, prda. A veš, pa so pa kralji imeli tudi slikarje, ne, kateri pa niso delali karikatur. Z roke s prvo, mojstrovino. In pol je to, ali pa ta mojstrovina tudi trajala, pa je on moral prihajati, pa sedeti na nekem konju tam, še pa još cajta, da je ta pač narisal konja pravilno. Zdaj ne vem, kjer ga imamo, enega od konjev. Samo hitro se pol zgodi, da folk v show biznisu pol zaradi kvantitete
avtomatsko jim stopi v glavo, da mi smo zdaj najjači, mi smo zdaj the best, mi smo zdaj kvalitetni, mi smo trendsetteri. Po eni strani je logično, da se jim to zgodi, ker je res, ker dobijo medijsko prepoznavnost, tako ljudje pač zasipani s količino informacij, te jih dobivajo to pač kao, okej, ne. Tudi kar se kvalitete tiče, mislim, da je to spet na strani posameznika, so ljudje, kateri imajo radi to. A veš, ne? Ne? Jaz ne. Jaz pač ne. Ampak so ljudje, ko uživajo v tem, ko se najdejo v točno teh besedilih, svet je proti meni, jaz sem proti vsem, a veš, ne, in... Samo jaz si pa tu mislim, da velika večina sprejme to, ta mainstream umetnost ali pa muziko, samo zaradi tega, ker še mogoče niso slišali kvalitetne muzike, pa ne vejo. Ali misliš, ne vem? Mislim, teza je dobra, jaz bi mogoče bolj rekel, da ljudi ne zanima. Misliš? Ja, mislim, glej. Samo da instant, samo da daj pa, gremo dalje. Mislim, da je samo eno obdobje v naših življenjih in to je pač to, kaj jaz vem, konc osnovne pa do konc faksa ali srednjo, ko pač smo mi dovzetni za glasbo. V tem cajtu se naš čut za glasbo izpili. Ja. Ne? Pol pa ne več. Pol pa nehamo kupovati plate, nehamo poslušati tako pač muziko, a veš, ne, nismo več sledilci, no usedeš se pa daš gor slušalke, pa greš čez celo plato od enega izvajalca, od A do Ž, ne da bi prevrtaval, ne da bi pač a veš, ampak da greš počasi, zdaj bom pa... Ali pa še kjer ima dvakrat, gremo še enkrat. Pojedu bom to plato. Ko sem kupil kaseto Ice Cube, The Predator, ne, ko se je dal v Makedoniji, sem je kupil v Skopju, kao, ne, takrat na tržnici njeni, kao, bootleg, valjda. Ko sem jaz to takrat kupil, jaz sem stari, it was a good day. Nice. Mislim, to je bilo... Replay celo leto. Okay, pa druga kaseta, Dr. Dre, Nothing but a G-Tank. Moji sestrični se je zmešal, stari itak, tisto poletje, razumeš. Jaz pa prst na rewindu zalepljen, veš, tako da, glej, mislim, da to bi bilo lepo, kao, ne, da bi lahko rekli, da se folk pač... kar se glasbe tiče, tako, da bi radi kvaliteto. Ampak jaz v bistvu mislim, da folk nima časa za glasbo. Veš, po tem obdobju, ko ti začneš, na primer, delati, ko ti dobiš otroka, čas drugače teče. In tudi, če hočeš, ne moraš tega tako, razen, če nisi profesionalno v tem, in zdaj pa moraš 8 ur delati, ok, v teh 8 urah bom 2 uri plate poslušal, ker jih moram slišati, kaj so teli naredili na novo, kao, ne. Ampak pri nas je tudi mislim, da je to redkost, pač, da take osebe, kao pri nas, ne. Tako da večina ljudi je zadovoljnih s tem, kar dobi na radiju, ne. Malo se tam izmeša, malo tuje, malo naše, malo popa, roka, regija, malo hip-hopa, tu pa tam, veš, kao, ne, in vsi smo happy, kao, ne. In pol stopaš iz avta ven in si že v upravkih drugih, ne, tako da ta naša generacija nima več tega, tako, ne. In zdaj pa mlajša generacija je pa na Spotifyju. Jaz sem mislim, presenečen, ko mlajša generacija posluša. Zadnjič sem se nekaj s puncami pogovarjal, koliko tam od 11 do 15 let stare. Pač, jaz imam svojo playlisto, enega komada niso poznale, pa sem imel 80, 90, OG hip-hop, nič, 2000, nič. Sem rekel, kaj da pokažite mi, kaj vi slušate, pa se šel, pa smo pogledali. Ne vem sploh, kako bi to pisal, neki japonsko-kitajski rap z nekimi rusko-ukrajinskimi biti, mislim, sem bil tak fuck, pa nobenega teksta oziroma prav besedila, sem rekel, sprašal, kaj zastopite, kaj govorijo, ja ne, ok, se pravi, samo melodija, beat je všeč, pa ja, tak cool je, sem bil tak fuck, ok, niste niti ono, da bi vsaj bil ful opredeljen, pač to hočem poslušati, to mi je všeč, ali pa ti biti, pač, sem bil tak fuck, Ne, jaz se pač glej, se ti rečem,
jaz, ko gledam tole, zato uživam toliko v tem, kaj ta mala dela, ne, ta starejša moja, ne, ko prinaša to novo muziko, sicer ona res ne spada v to tipično skupino, po moje, ampak kljub temu zbrska neke artiste, katere jaz nikoli ne bi dobil. Ja. A veš, ne? Ja. In to mi je ful všeč, ker tako pač, ne, pol mava lahko kakšno debato, pa za zdaj še ni odkrila, da je všeč neki elektronskega, ko sam nabija, kar sem jaz zelo happy za zdaj pač uno, ne. Sej verjetno še vse pride kao, ne, ampak tako, bomo videli, kaj bo pač ta generacija glasbeno pol se odločila. Mene bolj moti, ko gledam tele artiste, ko so kao iz mojega foha, pa pol pač vidim tele, kaj je že tajni Srbije, Baba. Ne vem, nisem... Buba neki, bla, bla. Vara, Bubamara? Ne, en reper je pač, sploh ne vem kako, ampak mislim, to je vse ono, to so si teli iTunes reperi, ko je meni, da bi se zbruhil uno od groze, ampak... Jaz te razumem, jaz te štekam, ampak tako si že na začetku rekel, če je publika... Publika fura je, veš, nič ne moreš. Ja, pa lahko ti, ne vem, kako bi rekel, ne vem, imaš ti zadaj starešine, pa OG, ko bi rekli, that's the real shit, pa ti bo tam publika ne hotela dati karte za to, recimo, ne. Ja. In si pač ne vem, strange times. Pa ne, glej, soočamo se z vsem, mislim, s tem so se soočali v bistvu vsi artisti v svojem obdobju, kako da ti svojo glasbo približaš širši množici, ob tem, ko gledaš uspehe nekoga drugega v nekem drugem žanru ali pa celo tvojem, ne, to ni nič nenavadnega, ne, samo gre se za neko stvar pol osebnega okusa, kako mi to pač zaznavamo in sami odreagiramo na to. Jaz pač upam, da nikoli nam padel na to, da bom začel delati muziko tako, da bi... Glej, zdaj sem se z enim pogovarjal, mi je rekel, Dare, zakaj ti ne posnamaš te tvoje druge plate? Veš, da bi to bilo bomba. Ob vsemu temu, kar je zdaj, daj posnam drugo plato. Se strinjam. Ja, in pa sem ga jaz rekel, prav sem, kdo bo to kupil? Jaz ne bom kupil svoje plate, ti jo boš dobil, ker pač s temi najboljši friend tlele, veš, ne? Pa mi povej, komu bom prodal? Najina generacija. To še sploh kupuje plate danes. Najina generacija sploh ne pride v poštev, jaz bi pa moral zdaj narediti čudež, da se predstavim mlajše generaciji kot nekdo cool, pa zanimiv, pa hip, pa hop. In veš, kaj bi moral biti? Moral bi biti kao fucking, kaj že Korejc, ko je plesu Gangnam Style. Ali kaj že. A veš, ne, jaz bi moral tak prideti zdaj le ven, da bi bil zanimiv današnji publiki. Pa da bi bil na peresnicah na Tisjen, pa na zvezkih. Pa da bi si želel potem priti, veš, na koncert tega crazy Nikolovskega, kater pač, a veš, ne, mama, pel mene, pa moje 4 sošolke, a veš, ne, unakao, ne. Tako da ja, ampak glej... Ja, samo dosti se jih za to odloči, ne. Pa so mogoče kvalitetni, pa imajo, kako bi rekel, tisti pravi surovi talent, pa pač pol sklenejo kompromis, zdaj ali boš furo svojo podalje, ali boš pa pač se prilagodil to, kaj publika hoče, pa... Veš kaj, jaz pa v bistvu klele se mislim, da bi se pa klele lahko mal pregovarjali na to temo, zato ker večina teh nekih, se mi zdi, bendov, ko so toliko popularni, so, kako bi temu rekel, korporacijski proizvod. Ne? To je proizvod neke korporacije, katera v bistvu je vložila v to neko skupinico in jih nafilala s temi raznimi tekstopisci, pa neki pa jih pol puša na vse te zadeve, katere grejo. Oni sami dostkrat od tega niti nimajo toliko. Ker niti ni njihovo delo, oni so samo izvajalci in blablabla, hop, zasakao, ne. Tako da ne vem točno, če bi... Veš, kle vpliv družbe, vpliv medijev na okus, družbeni okus je ogromen. Ti, ko izbiraš to, kaj boš dal na radio, v bistvu definiraš nekaj, kar se bo vrtel v nekem prostoru in zdaj, če je dobro ali slabo, ljudem bo to ostalo v glavi. Hočeš, nočeš, ja. A veš, ker se ponavlja, ker je ponavljajoči se vzorec. Podzavesti prije, ja.
In mi pa v Sloveniji, naprimer, že 15-20 let nimamo glasbenih urednikov ali več, ne? Ker je ta poklic izginil, ker so radijske postaje v rokah, v veliki večini v rokah enega človeka in v bistvu se playliste potem naredi ena in se razpošlje na vse skupaj, kao, ne? Kar onemogoča naši glasbi, kljub zakonskim obveznostim, ki so jih izmislili, kao zdaj jih pač, ne? Po noči pač plejo, ne? In to onemogoča artistom pri nas, da bi lahko pač naredili preboj nek, Štekam. ne? In je tako začaran krog, tudi vse, in Sazas, naprimer, ko je tudi vprašanje, zakaj noben glasbenik od teh se več tega ne dotakne. Jaz sem bil en redkih, ko se dotaknil te teme. Ja. Ni se dobro zame končal, Sazas me izplačuje, ne izplačujem, ne, boljš povedano, kao. Ja. Tako da mi je pol še enkrat rekel, Doša, pizde, zakaj bi jaz govoril o tem udare, pa bom končal tako kot ti pač, veš, to malo ne bom dobil, kao, ne. Kar je čisto res, to je pol ta realnost tega, kar imamo, kao, ne. In to se noben drug ne pobuni, pa so srečni s tem, kar dobijo, čeprav pač je to taka škoda in tako ropanje slovenskih avtorjev, po moje, da glava boli. Ampak to so stvari, katere noben v bistvu ne načne in iz tega potem naslova ne dobijo keša, s katerim bi pa lahko potem si prvoščali. Biti neodvisni, biti bolj kreativni, iti v projekte, kateri so za njih umetniško zanimivi, mogoče pa ne toliko komercialno uspešni, a veš, ne, ampak bi lahko artist potem vsaj pokazal, da ima to v sebi, naprimer, ne. Tako da ja, škoda je, da v Sloveniji imamo res ta malo beten odnos do kulture, ne, če sem čisto iskren, tako, na vseh področjih, ne. Ja. Zakaj pa recimo, zakaj se na kakih hip-hop rap, radijska postaja, radio, gor odpre, ja ne vem. Ja, mi smo to imeli. Ja, no, ampak ne. Mi smo imeli radio samih norcev, ne, to je pač delali, ne. Zakaj danes tega ni, zakaj danes ni to tako, ne vem, Radio 1 ali pa Radio Center, mislim, vse potencial, ja, ali misliš, da ni? Ne, ker jih, mislim, da bi dobil frekvenco bolj težko, ne, to pač, ne, to je prenasičen prostor, že tako ali tako, ne. Da bi dobil program na enih od teh radijev, komercialnih je tudi ne, ker jih ne zanima, ne, ker oni imajo pokrite svoje matematiko in so srečni s tem, kar dobijo in naredijo, kao, ne. Tako da edina opcija, katera ti ostane, je, da narediš internetni radio, kot smo ga mi naredili, kar je pa pač spet bilo tako. Za nas je to bil en projekt, kjer ga smo hoteli speljati, hoteli sfurati, ampak nismo si ga zastavili komercialno, ne. Mi pač nismo imeli niti reklam, ne ničesar in pol, veš, od nečesa pa moraš živeti, ne. Ja, valjda, itak. Z mano je takrat delal Slow Rap Fan, to je bil en dečko, kateri je ogromno naredil za slow hip-hop, on je pisal milijavžent recenzij, plat, sestavljal zgodbe, delal naprej, pač tudi po tem projektu na Stremarnici, kao. Tako da je njegov doprinos je ogromen v vsemu temu, kao, ne. Veš, koliko cajta je bilo potrebno za vsako oddajo za posnet? Da ti pač sestaviš, pa mi takrat, veš, glej, kaj imaš ti danes? Ja, takrat, ja. Nič od tega. Mi smo delali prve podcaste, ne? Ja. Pa vse smo to delali na mikrofonček, tako, na PC-ju, na snema se in potem montira to skupaj, a veš, da se pač sestav štorija, kao, ne, tako, fuck me, ne, takrat, ne, torej, dobiti se s folkom, pripraviti vprašanja, posneti vse to, zenditirati in pol še objaviti pač kao, ne, na kratko, kao, je bilo vedno no, veš, in pol to cajt, vsak teden si vzeti toliko cajta za to, je wow, ne. Ja. Tako da, če bi kdo došel danes delati, bi moral sam najti nek način, kjerem bi pač to lahko na filu z nekjo komercialno vsebino, reklamami, tu pa tam. Samo tega pa noben noče ne posluša. Jaz že samo zaradi reklam ne poslušam radija. Pač ni šanse. Iz inata. Čiste štekam. Reši sem v tišini, reši ne vem, karkoli druga. Jaz te čist tekam. Jaz sem v bistvu razvil tako imunost na reklame, tudi veš, ko pač si na telefonu, ko pač drkaš kakšno igrico ali kaj tacga. Gledaš malo YouTubea pa to, pa ti začne. Men kar naredi zink konc. Jaz v bistvu sploh ne zaznam tega in v bistvu pa sem fulkrat sem še rekel, za nalaž nikoli ne bom
kupil. A veš, Ja, kao, ja, ker ste mi izinata. tokrat ste me posilili s Točno to to, reklamo, točno ne to. bom kupil. Točno to. A veš, ne. In ja, mi smo hoteli fulati to čist drugače, smo imeli to drug pristop, ampak v tistih cajtih nobenega pač to ni tako zanimalo, ne, da bi pač to podprl. Pa smo vedno iskali pravno res, dajte na minimum, da mi tole spelamo, kao, Ja, ampak interesa ni bilo takrat Ja. probilo komu. Mogoče bi zdaj, če bi šel iskat po vseh teh letih, ko so vsi teli neki naši poslušalci takrat, pa fani, so prišli zdaj zdaj Kijev, do ja. nekega položaja, da bi rekli, ej, ajde, mi podpremo tole za Ja. bodoče generacije, ne, kao, da se nekaj najde iz Ja, stare ja, šole, ja, kao, ja, ne, ja. a veš, ne. Ampak nisem razmišljal o tem, roko na srce. Kako se ti pa današnja slovenska hip-hop rap scena muzike zdi? Ful slabo poznam. Ok, nisi Mislim. nič. Mislim, ni tako, da bi ti mogoče še kdo od mlajših, hej, Dare, da povej, kaj si misliš, da preposlušaj, ti je kul, ti Ne, ni... saj sam pač poiščem vsake tok cajta nekaj Okej. takega. Imam enega frenda, naprimer, ko me non-stop šopa z drillom, ne. Jaz sem prečakiral Leopolda takoj, ker mi je bila všeč ta njegova svežina, ko je prinesel. Tako, malo Mesajo tudi prečakiral, čeprav moram priznati, da ne najdem pri vseh ne najdem nekaj, kar bi mene povlekel, kot sem rekel. Pa z ljubeznijo in spoštovanjem do njih, pa do njihovega dela. Res mi je kao, to je res stvar osebnega okusa. Ja, A veš, nekaj moraš, to je tako, kot ko vidiš bejbo. Lahko pač vidva, jaz pa ti isto bejbo, men bo naredil, kjera Točno to. huda, ti boš bil pa, kaj je tole, pač, Ja, dej, ja. spel se, a veš, Ja. kao, ne. Ker pač ne potegne, a veš, če ne potegne, potegne. ne. Ja. In tega jaz pa, to mi manjka. Mene, naprimer, a veš, kdo mi je bil ful všeč pri nas, ko je bil tak zelo netipičen, pa sploh v bistvu ni bil reper, Ja. tako, da rečem po naravi, Maggi Boy iz Okej. dol iz Obale, ne. On je, naprimer, imel ful dobre tekste, ko so bili taki lahko ful resni, lahko pa na ful zajebancijo, pa je vedno znal ful dobro povedati, pač tako res in zbral dober način pripovedovanja in dobre rime in dobro muzo. The whole package. On mi je bil zelo tako všeč po tem, kako kreativen je znal biti. Kao, ne. Pri nas ne manjka kreativcev, pri nas jih je ful. Ne. Vir vsega bi lahko rekel, da je Velenje. Pač to, ne vem, če je kjer kraj v Sloveniji, ko je več dal za hip-hop kot pa Velenje, če sem čisto iskren, koliko je norcev iz tam prišlo, pač Ja. z vsemi različnimi stili, kjer so imeli pač ja, ne. ja. Tako da kreative nam v Sloveniji res ne manjka. Imamo full artistov, ko res znajo sestaviti. Sam se mi zdi, da še zmeri je cel kup teh artistov nepriznanih, nezaznanih strani drugih umetnosti. Primer, film. Ja. A veš, ne? Zakaj pri nas nimamo slovenskih filmov, podprtih slovensko muziko, Muzika, ja. kjer bi pač Mrigo naredil komad za neko serijo, pa bi pač a veš, tega. Killer, a veš, čistko v tem hip-hop, ta del hip-hopa nikoli ni bil izkoriščen. Saj so pač drugi prišli, kle imaš te rock-pop, pač Ja, popevke, ko so. ja. Ampak hip-hop sam pa nikoli ni klere Nekega preboja. prišel ja. do svojega, Ja. da rečem. Ja. Ne? In to mi je škoda, ker klej v bistvu, a veš, umetnost ni ena stvar. Ne? Umetnost je v bistvu več stvari skupaj. In te stvari morajo nekako živeti in delati ena z drugo. Itak. Da se pač pušajo. Ne? Ja, Tako ena kot- druga. Tako kot imaš pač ti, če imaš grafiterja, veš, da ta grafiter bo siguren bil na hip-hopu, ne bo poslušal pač, ne vem, Harmonike, narod, Exactly. glavnem, ja. Dejana dogaja. Ja. Tako da v tem duhu je pač to treba skozi negovati, pa podpirati, pa to. Ampak pri nas to zmanjka, veš, ne, pri nas zmanjka to na vseh točkah. Tudi arti se ne spomne pol reči grafiterju, a bi ti naredil dizajn zame Ja, za samo na zakaj? plato, a veš, Kaj ne, začnejo ne. pač vsak na svoj rit pogledati, ali... Ja, nekako se dela po liniji najmanjšega odpora, pa vsi so ful hitro zadovoljni, pač s tem, kar se nekaj naredi, pa predlaga, pa ne razmišlja se vnaprej.
To je problem v bistvu. A veš, vsi bi nekaj naredili, ampak noben pa ne razmislil, kaj pa zdaj 15 let kasneje. A veš, jaz, ko sem začel s samimi norci, ne, meni je bila ideja ta, pejmo mi začeti z enim bendom in pa bo ta bend nastopil in bomo mi bili predskupine, gosti vmes, pa to, a veš, ne. In bomo na podlagi tega, kar bomo z njem naredili, s celo promocijo, vsi mi drugi dobili svojo promocijo, da bo vsem nam omogočeno predstaviti se publiki z našimi komadi, prijeti na sceno, imeti cajt za ustvarjati, razumeš, ne. Torej, ampak pejmo skupaj, en z drugim, a veš kao, ne. In zato sem tudi takrat, ko smo imeli pač to, ko sem zrihtal, ko je Siddharta imela prvo turnejo, ne, sem jaz pač zrihtal, da smo bili takrat, da so kao plan B, ko so takrat izdali plato ven, ne, bili predskupina in sem jaz imel deal z modelom, ne, menedžerem od Siddharte, da bomo mi to naredili pač drugače, da bomo mi poskrbeli za šov. In sem mu rekel, glej, jaz lahko to naredim. Breakdancerji, plesalke, 2 DJ-ja, plan B, potem pa še 3 bendi, kateri so pač v sklopu tega, a veš, da se spremeni, da ni pač vse mirno, da je pač razigrano, da je da vidiš ta del, pa da je kao, wow. A veš, so se že na odru se je zmenjali 20 ljudi, a veš, kao, ne. In to je bil pač del šova. Ne? Torej, totalno neki drugi publiki predstaviti glasbeno zvrst in več artistov. In na ta način pušati naprej razvoj vseh nas. Danes se mi zdi pač, da ne vem, taki skupnosti več ni. Gled, Tekoči Kruh tudi, naprimer, so tudi odrastali vsi, ne, oni so bili primer klele iz Maribora, ko so bili točno taki, kot sami norci, v smislu, nas je veliko, smo različni, delamo skupaj tole, kao, ne, eden je dober za to, drug za to, ne, kao, ne. In so naredili cel boom iz tega. Ne. Pa odrastejo ljudje, pa imajo jobe, pa druge stvari, veš, nevaljda, pa gled, ti ne moreš v Sloveniji živeti od glasbe na ta način, kao, pogotovo ne od hip-hop glasbe, ne, tako da moraš najti nek drug priliv denarja, kao, da temu tako rečem, ne. Plus to, da pa, ko odrasteš, a veš, ne, ti hip-hop zna tudi izgledati otročji mal, ne, a veš, to je neka obdobje, v katerem pač si mlad, uporniški, pa to, ampak, ne, jaz, na primer, kot sem že prej rekel, ful ne poslušam rap glasbe danes, ne, ker mi ne poistovetiš se več toliko, ja. Ne, tudi stare komade, ko danes poslušam, jih slišam drugače. Ja, štekam, itak. Ne. Ker takrat si bil v nekem obdobju svojega življenja, ko si zaštekal, začutil, se isto počutil, danes pa pač je drugače, ja, valjda. Čeprav recimo, no, glih oni dan, ko smo se menila za datum, pa da se dobima, po mojem sem pol tisti dan, oziroma dan prej, šel spet poslušati Sanju sem komad, pa mislim, da sem ga predtem nazadnje poslušal res, ne, 10 let nazaj. Pač vmes ga nisem, tako pač prije neko obdobje, ne, takrat, ko pa je vun prišel, prisežem, po moje mene 5-krat na dan je bilo premalo. No in sem ga oni dan spet poslušal, pa še kar nekako odmeva pri meni, ga še kar razumem, ga še kar čutim. Veš kaj, Sanju sem je komad, ko mi je res ratu, ne. Ratu mi je v smislu, da ga naredim zim zelenega, da rečem, ne. Kar je žalostno, v bistvu, ne. Ja. V eni roki je žalostno, kao, ne, ampak je pa tak komad, ko v bistvu v vsakem obdobju, vsaka generacija, ko posluša to besedilo, se v bistvu lahko s tem poistoveti, ker je zelo preprosto. Ja. Tako, kar si želim, kar vidim okoli mene in potem na koncu pa nek upanje, a veš kao, ne, ostane, ne. Ja. Tako da tle se mi je res posrečilo sestaviti ta komad na ta način, kao, da neki da ostane mal, ne glede na to, kjera generacija posluša, se lahko v njemu najde, glih zaradi tega, ker v bistvu vsi gremo čez te faze. Isto, ja. A veš, ne. Ampak takih komadov, ne vem, no, mislim,
mogoče, če bi jaz rekel, če bi od mojih komadov izbiral, bi izbral še Jaz in ti. Ja. Ta je, na primer, tak, ker govori spet o ljubezni, Ja. o eni taki, no, žalostni ljubezni, Ja. in pol pač tikle, Začutiš. vsi se najdemo v Najdeš tem, se, ja. a veš kao, Ja. ne. Ampak ja, ni pa veliko tega, tako da mislim, ni veliko tega. Mislim, no, če čisto tako rečemo, današnji up and coming pač artisti ali pa muzičari slovenski, pa so že par let na sceni. Jaz ne vem, ne poznam nobenega zimzelenega takega komada, ali pa da bi se te res dotaknil, da bi ga res začutil, da bi ga res mlajše, starejše, srednje generacije se lahko poistovetile. Ali se motim, ne vem, ali pa ne poznam toliko. Ne, mislim, da se motiš. No. Okay. Glej, naprimer, vzam primer Adi Smolar. Ok, Ne. ok. On ima njegova daleč je za naju pomladi je pesem, ko uno... Ne, mislim, da današnji mlajši, kaj so ustvarjalci, ne? Aha, mlajši ustvarjalci, ja, okay, sorry, narobe To, sem. ne? Ja, ne vem, glej, mogoče je to še nekaj, kar jih čaka, mogoče bojo zrastli mogoče še čakajo svoje rime, da rečem temu tako, ampak ja, tudi jaz tega nisem zaznal roko na srce, pač mogoče zaradi tega se tudi ne najdem več v tej glasbi. Pa res nočem biti bad, nočem, da izpade, kada zdaj klele midva šimfava te naše. Itak, da ne, ja. Ker to ni moj namen. Ne. Klej sem jaz v bistvu bolj žalosten, kot pa da bi se naslajil na tem. Ker tudi jaz si želim nekaj dobrega dobiti v lifeu. Naprimer, bil je en artist, Simple, ne, ko je naredil en komad, ko se imenuje Vlak. Ja. Na tem komadu repa en model, kjer ga poznam, ko sploh ni reper. Ja. Ne. Sploh, mislim, ni tak klasičen reper, da rečemo. Ne. In ima najboljšo kitico ever. Okay. Tako ubitačna kitica, taka, da ko poslušam mi je vedno a veš, od trenutka, ko sem slišal komad, pa do danes, če bi si ga zarolil, bi mi bilo kao, koliko je klej povedal. Tako kot naprimer komad Dežela, ko so Ico, pa samo Boris, pa Walter Rap, kao, ne. Ej, ko šuljata v bit, se spusti. Right. Spreman. Stari, jaz sem čist napaljen, kao, to mi je res tako mi naredi, kao, da, in ti komadi so taki, ko ostanejo, ko, ko puščajo pač nekaj, ampak zdaj, mogoče jaz nisem toliko v glasbi današnje mladine, kao, da bi najdel nekaj v tem, mogoče bi moral nekoga drugega to vprašati, kao, ne, da bi bilo fair vprašanje, oziroma da bi dobil fair odgovor. Ja. Da malo preskočimo, no, ful, kako bi rekel, se izpostavljaš oziroma se tudi zavzemaš, pa film si posnel za to, kako ne rečem, partizan mentaliteto, no. Je to zaradi tega, ker so pač zaradi starih staršev ali od kje je zrasla to tako veliko zanimanje za partizansko zgodovino, za... Pa v bistvu ni, veš, iz antifašizma. Iz kle je zrastel to. Jaz v bistvu sem ugotovil, ko sem razmišljal za nazaj, da sem jaz bil prej antifašist kot pa partizan. Ne? Okay. In pol iz te moje jeze nad potvarjanjem zgodovine, katera je pač katera je še zmeri prisotna, ne? Ja. Pri nas sem jaz se odločil narediti temu protiudarc, ne? In napisal pesem Partizan, katera je, jaz mislim, da je to v bistvu edina slovenska rap pesem, ko je prevedena v tuje jezike. Ne? To pesem so poslušalci prevedali v angleščino, srbo-hrvaščino, makedonščino in italijanščino. Sami pač ne. Videl sem na YouTubeu, zdaj ne vem, ali je to, kaj misliš, ampak ja, hoteli so, zahtevali so prevode in pol so itak vsi ponoreli. A veš, ne, in klej mi je pač tako, koliko jaz vem, ne, je zelo malo artistov slovenskih, ne reperjev, artistov, ko se lahko pohvalijo s tem. Ja. Ne, mogoče kakšen Kreslin. Okay, veš, samo to je res. Ampak če sem jaz v isti ligi s Kreslinom, hvala, jaz sprejmam. Tako da, klej pač, to se mi je zdelo nekako tako, da je treba izkoristiti.
da je treba izkoristiti ta moment in dati proti udarc tem lažem, pa popularizirati ta trenutek v zgodovini slovenski, ker roko na srce, ne. Jaz mislim, da je obdobje druge svetovne vojne pokazalo nekaj, kar Slovenija ni pokazala ne prej, ne kasneje. Jaz mislim, da se obdobje osamosvojitve ne more primerjati na ta način, ker je v bistvu bilo prekratko. Zdaj, če bi zgodovina se odvijala drugače in bi se, hvala, in bi se na primer pri nas ta vojna razplamtela, ne, in bi trajala več let, tako kot je trajala v Bosni, na primer, ne. Takrat bi mogoče lahko začeli po obnašanju delati neke analize, kako pa kaj je bilo, pa sloga takrat pa nekoč. Ampak kar se mene tiče, je obdobje med drugo svetovno vojno pokazalo na tem kraju, pogotovo v Sloveniji, ne, ko je bila takrat sicer del Jugoslavije, ampak Slovenija je imela to eno posebnost, ko se je imenovala Osvobodilna fronta. Ne. In iz tega momenta je prišlo res ogromno enih stvari ven, zaradi katerih smo mi lahko mi. Ne samo, da so po vojni te partizani zgradili šole, tovarne, sicer veliko bolj so šole na primer gradili po jugi, ker Slovenija je bila del Avstro-Ogrske in smo že imeli pač ne, ta nek segment šolstva, medtem ko je pa druge republike so bile ful nepismene. Ne? Torej šole, tovarne, bolnice, vse to je bilo pač zgrajen potem s to partizan mentaliteto. Ne? In to je bilo neko obdobje, v katerem smo mi imeli neko neodvisnost od sveta. Ne? In meni se je zdelo, da to obdobje, te sloge je treba izpostaviti in je potrebno izpostaviti to, da tisti, kateri zagovarjajo sodelovanje z okupatorjem, da v bistvu podpirajo idejo, katero so imeli nacisti in fašisti, katera je bila zelo preprosta in to je iztrebljanje slovenskega naroda. Ne, nacisti so prišli sem in so imeli sezname za izseliti 240,000 ljudi. Uspeli jim je izseliti 80,000 ljudi iz Štajerske, mislim, iz nemškega okupacijskega območja. Ne. 80,000 ljudi jim je uspel izseliti, potem je vojna se razplamtela in jih niso hoteli več drugje sprejemati. Ne. Načrt so imeli tretjino izseliti, tretjino ponemčati, tretjino pobiti. Ne. In zdaj, če je bilo kater Slovenc, kateremu je ta politika, ta ideja bližja od tega, kar se nam je zgodilo, da smo postali narod s pravico do odcepitve, kjer je kultura, naš jezik dovoljena, a veš ono, kjer smo zgradili državo, ne, potem se meni zdi, da s tem človekom nekaj mora biti hudo narobe. Zdaj, ne glede na to, koliko se zagovarja, pač ono, partizani so bili tudi, pa so ne vem kaj, pač ono, glej, noben partizan ni šel uničevati, ni imel namena uničevanja slovenskega naroda. Glih nasprotno. Oni so ustanovili dan kulture slovenskega naroda. Med vojno je bil 8. februar ustanovljen. Iz ljubezni do slovenske kulture. Ne? Pa to niso naredili pripadniki, mislim tisti, kateri podpirajo nacizem in fašizem. Ne? In potem se mi zdi ono, kao, to točko je treba izpostaviti ven. Ne? To je treba dati ljudem, ker to je izjemno svetla točka v naši zgodovini. Ne? Tako da sem klele pač pol je ta pesem v bistvu pobrala toliko enega interesa pri ljudeh, ko sploh niso povezani s hip-hopom. Da sem jaz pol naslednjih, ne vem, 5 let ful hodil okoli z zborom Pinko Tomažič in nastopil vse posod. Ne? V Beogradu, na primer, pač ko mi je bilo fenomenalno. Tako da to sem jaz hotel pač speljati. Dati ta nek zgodovinski pogled, kater kontrira tem konstantnim prevrednotenjem zgodovine, katerim sem
smo priča, Ja, pač ja. vse več pa več v medijskem prostoru. Je bilo, mislim, si bil deležen kakih ne vem, osebnih kritik ali pa te folklico, pa kaj se greš, pa... Tako in drugače. Čeprav za to pesem ni bilo tako hudo, kot naprimer, ko je pa Janez Janša šel nagovarjati svoje sledilce, kakšen sem jaz, ko sem napisal pesem Slovenija moja dežela. Prav tak hardcore. Ko je na Twitterju objavil in pa se jaz zbudim in vidim milijavžen sporočil, Takih in drugačnih. kaj dogaja. No, bolj drugačnih kot takih. Ne? Tako da, ja, ne, kaj ne rečem, gre se za to, da jaz kot artist mislim, da je treba znati nastaviti ogledalo sebi in družbi. Ne? In pesmi, katere sem v bistvu zadnje delu, kot naprimer Operacija Juriš ali pa ta Slovenija moja dežela, ne? To so pesmi, kjer so malo kritične, malo bolj kritične do naše vlade, pa družbe, kot pa druge pesmi, da rečem. Ne? In je stopal malo na živc, ne? Samo naj ne bi to bilo neko osnovno poslanstvo artista, sploh ki izvira iz hip-hop kulture, da se izpostavlja take stvari, da se zagovarja, da se pomaga narodu, folku, navadnim ljudem. Mislim, ni to bistvo, kar hip-hop bi naučil. Pa veš kaj, ne vem. Mislim, da je to idealizirano bistvo. Mislim, da zelo malo artistov, kjer sem jaz spoznal, grejo v glasbo za to, da bi se dotikali teh tem s to mentaliteto, kjer si ti rekel. V bistvu jih ni. Edini tak artist, kjer ga jaz res poznam, pa ga še edini rapper, kjer ga še poslušam, je Low Key, to je pač en Anglež, kater je pa ko sem poslušal njegovo plato Soundtrack to the Struggle, je bil razlog, ko sem jaz pustil mikrofon, ker se mi je zdelo, da v bistvu nimam več kaj zapovedati. Da je on povedal vse stvari, o katerih jaz želim govoriti, tako da karkoli bi šel povedati, bi bila kopija njega. Tako da me je čist me je sesul v smislu kao kvalitete tega, kar govori glasbe, kako je narejena, refrenov in vse skupaj. Ampak tega ni. Tudi on je pač valjda tudi nehal, mislim, se še dela, zdaj glih nekaj izdal, ampak on je bolj aktivist ratu, tak močen na palestinskem vprašanju. To je dejansko bil tisti glavni razlog, da si se odmaknil od muzike? Ali je potrovalo več stvari? Več stvari se je nabral, valjda, ne. Veš, bili so in otroci in pomankanje neke osebne inspiracije. Tako, predvsem pa sem se zavedal, da z rap glasbo v Sloveniji jaz, kot jo delam, ne bom mogel živeti. Ker tudi, če bom naredil drugo plato, bo bila isto tako pač, da po tem, kaj jaz pač imam v glavi, da bi zvenela spet resna bi bila, spet bi bile teme, katere bi bile super za poslušati, lepo povedane, kot bi kdo rekel, ampak to ne moreš priti na študentski žur. Ja. A razumeš? Jaz pa moram živeti in če me ni na študentskem žuru, pa če me ni na veselicah, kje pa sem potem, a veš, ne? In to je kaj je realnost Slovenije. Nimamo teh krajev, kjer bi lahko potem taki artisti nastopali, pa bi to bilo normalno, pa bi to vse plačevali, pa to neki imeli veljavo, a veš kaj, ne? In pol sem pa itak tak, da se meni ne da pač ukvarjati s prodajo samega sebe, ne? Pa sem dal to vse tako ob strani. Nisem se spravil nekaj pač pisati, ampak zdaj v bistvu pišem druge stvari, če sem iskren. Ne? Okay. Kaj pa? Zdaj se ukvarjam s scenariji za film. Ne? Nice. Zdaj doma najraje se usedem in naredil sem par takih scenarijev, ko so vezani pač na te neke zgodovinske dogodke, ko so mi pač všeč, ampak pol sem se odločil, da zdaj trenutno delam en projekt, ko mi je izjemno težek. Okay. Ko mislim, da je to najtežja stvar, kjer sem ever šel delati v lifeu, ker je toliko netipična zame. Ne? Delam scenarij za vohunsko komedijo. Nice. Ja, nice. Sem v bistvu full happy, ker se mi zdi, da sem
to neko osnovno štorijo zelo dobro postavil, pa neke karakterje sem res tako hudo razdelil, da jih jaz kristalno jasno vidim. Ampak ker je to komedija, veš, ne, to je ono, kar je meni smešno, ni mogoče vsem smešno. In zdaj pač klele se še lovim, ker v bistvu, veš, nikoli nisem šel v to neko zabavljaštvo, da temu tako rečem, ne. Vedno sem hotel imeti bolj te neke resne teme, ki se dotaknem. Prej sem razlagal Tim, ne. Timu sem razlagal, kako me eno željo, da bi šel v Bosno en dokumentarc zdajle posnet z eno skupino ljudi, ko sem čisto navdušen nad njimi, kao, ne. Ampak tole je pa neki, ko pa tok nisem jaz. A veš, in pol v bistvu kle je tisto, kar mene veseli, ker moram iti sam čez sebe, odkriti te neke nova pravila v temu, ne, torej pristopu, humorju, pa kako pač zdaj, kaj je to, pa kakšne so različne vrste komedij, pa ne, komičnih situacij, ne, uno. Ja, vse novo, vse sveže. Ja, in v bistvu tok mi je uno fajn, ko pač pol moram, veš, na novo odkrivati. Ja. To v bistvu jaz rad delam, to sem jaz cel life rad delal. Dobiti nekaj, kjer nekaj je, ko ne znaš. A veš, ne? Ker bolj to je skozi ta proces, sebe spoznaš, in rasteš. izziv, a veš, ne, ti v bistvu se z nečem ukvarjaš, ko je uno, a veš, ne. In zdaj, na primer, poleg vsega tudi, ko delam pač ta scenarij, zdaj tudi delam tudi ene, kako da temu rečem, jaz tudi razvijam namizne igre, kao, ne. Imam jo doma. Okay, ne. No, in zdaj pač sem se ukvarjal s celim enim novim konceptom igre na karte in potem imam jaz tam ene simbole in potem gledam te simbole in, a veš, ne, sedim in 2 uri gledam v ekran, ne, z isto sliko, ne, in moja žena znori, kao, ti to zdaj delaš. 2 uri jaz sem utrujen v glavo, meni bo zdaj raznesel glavo, a veš, kao, ne, do zdaj sem delal, ker v bistvu gledam in sestavljam in razmišljam, jaz ful malo zapisujem stvari, dokler mi niso v glavi. Kristalno jasne. Pol pa gremo zapisati. A veš, pol šele, ko imaš ti, ko veš, ne, zdaj pa, ko zapišemo, zdaj pa, ko smo zapisali to vse, kar vemo, pa lahko spoliramo, kar je pač treba, ne. In pol je že vcira, ker pač ni na tekočem s temi nekimi mojimi, ona pol reče, spet se s svojimi taborniki pogovarjaš, kao, ne. In jaz, pač ne, ono. Ja, valjda. Tako da to so stvari, ko pač me res tako mi naredijo, da ti zapali ogenj. Ja, a veš, neki izziv, da imaš, da tudi pol se počutiš, kao, da si res pošteku nek tak sistem delovanja, kao, ne. Ja. Se vedno je, kako bi rekel, ponosen si sam na sebe, zadovoljen sam s sabo, ko pač vidiš, da je nekaj challenging. Pa tudi, če fejlaš, če ti spodleti, veš, kaj si vložil, koliko si vložil, nekaj si ziher odnesel. Fejle, ne. Za fejl je treba vedno imeti v glavi tisto, kar je Thomas Edison rekel, ne. Jaz nisem 1000-krat fejlu v tem, da naredim žarenco, ampak sem poštekal 1000 načinov, kako ne narediti žarenco. Exactly. Tako da to je treba imeti v glavi, kao. Fail ne obstaja v tem, kao. Ti se iz vsega tega nekaj naučiš. Sicer lekcije niso vedno prijazne, ampak veš, ne, dobivaš pa to, kao, nazaj, ne. Ja. Če smo že pri tem, kaj bi rekel, da je bila tvoja, ne vem, največja življenjska lekcija ali pa česa si se največ naučil ali pa zrastel, da si res poznal sam sebe, pa si se mogoče, ne vem, prelevil iz Dareta v, ne vem. To je v bistvu zelo težko zadefinirati. Mislim, da če zdaj pogledam nazaj, da bi rekel, da je to bil en moment, ko mi je par mojih najboljših prijateljev rekli, da se motim. Ker, veš, jaz sem vedno bil človek v svojem svetu. Ne? In ko si v svojem svetu, ti ne zaznavaš vsega, kar se dogaja okoli tebe, pogotovo v svetovih drugih ljudi okoli tebe. Ne? Ker ti imaš svoj svet in pač repar kot repar imaš zelo močen ego in se svet vrti okoli tebe. Ne? No in
pa sem imel pa enkrat pogovor z enimi mojimi frendi, mislim, niso bili vsi naenkrat, ni bil to nek intervention ali nekaj tako, ampak tako. Bilo je par pogovorov na to neko temo, kjer sta mi oba pač ta dva best frenda povedala, kako nekatera moja dejanja niso bila toliko in sploh. Pogotovo, ker se je nanašalo na njih, na neke stvari, ko sem odreagiral ob naredu z njimi. Ne, in takrat pač me je kar malo presekalo to, zaradi tega, ker sem poštekal, da sem res naredil ene stvari, katere si nikoli ne bi želel narediti. Živi duši ne. In jih jaz sploh kot take nisem zaznaval. In to je bil tak nek močen moment, v katerem sem moral spoznati tisto, s čimer sva začela. Ne? Človek ima 3 osebnosti. Ne? Take, kot se sami vidimo, take, kot nas vidijo drugi in take, kot v resnici smo. Ne? In to je bil tak mogoče wake-up call, da rečem, ne? V katerem sem se res počutil, da moram potem spremeniti način, na katerega delujem in obrniti pozornost na druge. Mal drugače, kot sem do zdaj. Jaz sem skozi obračal pozornost na druge, ne me narobe razumeti. Pridejo pa ti momenti, ko so pa osebni. To so ti pa najboljši frendi, s katerimi si skozi zraven, in potem jih jemlješ, kot bi rekli v Srbiji, zdravo za gotovo, samoumevno. Ne? In to napako v bistvu mnogi ljudje naredijo kasneje, pa sem opazil s partnerji. Ko so v nekem odnosu, pa mož pa žena in potem se razvije ta samoumeven občutek, v katerem pa zmanjka ta nek respekt. Hitro se zabriše. Ja, ne? In to je bila po moje ena taka močna šola. Mislim, da so tisti pogovori name pustili tak največji vtis v lifeu. Samo moraš pa biti tudi ti kot oseba, ko si soočen z nečim takim, tudi dovolj, kako bi rekel, čustveno zdrav, odrasel, da zaznaš to. Jaz sem še zmeri prijatelj z njimi, tako da če je to vprašanje, nisem se skregal, jaz sem full happy, jaz imam 5 frendov, kjer smatram za prijatelje. To je nekaj, kar moja draga, moje punce ne razumejo, kako to, če ti toliko ljudi poznaš, jaz jih poznam, ampak to so moji znanci, znanci, jaz jih poznam, oni poznajo mene, ampak to niso moji prijatelji, moji prijatelji so in potem naštejem te strice, ko prihajajo k nam in so skozi tam, to so moji prijatelji, ker na njih lahko računam 24 ur na dan, pokličem, ko sem v težavah, vem, da bojo prišli pomagati, vem, da bojo vse naredili, če bom jaz imel res frko, da mi pomagajo. In pač to so skozi delali. In pač jaz, če me bilo kdo od njih, bilo kdaj pokliče, bom laufal mu v pomoč. Pogotovo zdaj, ko se toliko bolj zavedam vrednosti prijateljstva. Tako pa meni res ne manjka ljudi, pa tudi mislim, nočem izpadati kao nefer zdaj do drugih, ko sem rekel 5 frendov imam, ker so res, to je mojih 5 najbližjih. Se ne moreš jih imeti. Ampak cel kup ljudi, ker obožujem in jih imam rad, sem v njihovi družbi in bi se rad tudi smatral za njihovega prijatelja. Sam, ker smo že toliko odrasli, pa toliko malo skupaj, jaz se zavedam, fakt, za prijateljstvo rabiš čas. Itak. Če si v mladosti z nekom, tako 2 tedna, pa če se ujameta, pol sta lahko frenda do konca življenja, pa se srečata enkrat na 5 let, pa se objavljata, da je kje si stari, ljubezen je še zmeraj kaj. Ampak, ko si pa odrasel, pa tega momenta ni več, ker ima že toliko drugih enih stvari, služba, žena, otroci, pes, mačka. Milijon stvari. Skozi ene stvari. In se v bistvu pol redko doživiš ta moment, s kom se nekom tako zbližaš na tak način. Ampak glej, kot sem rekel, ne manjka mi prijateljev, ne manjka mi niti dobrih znancev, niti znancev,
Tako da. Čist happy s tem pač, kar je. Da zaključimo za mlade, starejše, stare poslušalce, kakorkoli. No. Izmed vsega, kaj si dal v življenju, preživel, doživel, izkusil, dobre, slabe, the good, the bad and the ugly. Kakšen nasvet bi dal človeku, punci, fantu, mlademu, staremu, ki je tebi najbolj koristil skozi življenje, ne vem. A veš kaj, mislim, da bi zelo težko to zaključil z enim univerzalnim pregovorom ali... Lahko na primer rečem, da ne vem, kdo je bil en od rockerjev iz teh bivših republik, ne, iz juga, ne spomnim se točno, kdo je bil, in so ga vprašali to vprašanje, kaj bi on pač svojemu sinu rekel, ne, na kar je on odgovoril zelo preprosto, ne budi pička. Tako da, če bi lahko pač mogoče na nek fani način to zaključil, bi sam to rekel, ne biti pička v lifeu, to je to. Ne, vse je umno, vse se da, pejt naprej, ne biti do drugih, to vse podrazumeva, ne biti do drugih tak, kot nočeš ti, da se obnašaš, da se obnašajo do tebe. Glej, to je po moje res kratko ali sladko najbolj povedano. Mogoče ni glih najbolj kulturno, ampak veš, ne, je tak moment pač. Se ne mogu bolj strinjati. Darjan Nikolovski, poslušalci, gledalci, še enkrat najlepša hvala, da si vzel cajt, si se oglasil. Upam, da ste uživali. Midva se bomo še ziher kdaj v prihodnosti, mogoče za kako drugo rundo še dol sedla, pa še rekla kako. Tako da, hvala še enkrat, spremljajte mene, njega, subscribajte. This is the progress report. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Cadelka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat, goddammit, stay on beat.